pa potem počnete ves dan, če ne delate? Doma sem zaposlena, hodim na sprehode zunaj. Sem zahtavs, vandalen baute. Tukaj sem po svoj denar in svojo brezplačno hišo. To je moje sanje. Tukaj sem po svoj denar in svojo brezplačno hišo. V redu, to je moja zemlja. Jaz nadzorujem ta kraj. To je moja resničnost. Vsi boste v verigah. Vse vas bom zaprl, če ne boste plačali davkov. In delaš ti v prekleti dan, pa nimaš nič. Hvala, ker tako trdo delaš, da sem lahko ves dan doma. Ne samo, da ti kradejo težko prislužen denar, zdaj se ti še javno posmehujejo, ker dovoliš, da tvoj davkoplačevalski denar gre njim, ki ne delajo. In ko rečem mim, mislim islamiste, mislim priseljence, ki prihajajo in poskušajo prevzeti vaša mesta, ter vas silijo, da to plačujete. To ni pretiravanje, niti malo. Poslušajte to. Tako da sem ravno na poti do Zavoda za zaposlovanje, prav? In samo hitro so se hotela zahvaliti vsem, ki plačujete davke, ker brez vas ne bi bila tam, kjer sem danes. Naprimer, dejstvo, da lahko še vedno hodim naokoli in upravljam svoje stvari, ter dobivam plačilo za to, da pravzaprav ne delam ničesar, zahvaljujoč drugim, ki delajo in plačujejo davke. Mislim, da se še nikoli nisem zahvalila. Tako da resnično iz srca najlepša hvala. In kar tako naprej z dobrim delom. A ne razumeš, kako ogabno je, da je ta ženska prav v Angliji? Da vsem na posnetku pred kamero pove, da v resnici nima nobenega namena delati. In da jo plačuješ, ona pa se ti posmehuje, reče hvala in ve, da se ji ne bo nič zgodilo. Ve, da nihče ne bo nič ukrenil glede tega. Preberimo tole. Muslimanka izkorišča britanske davkoplačevalce in se jim zahvaljuje, ker ji plačujejo socialno pomoč, da lahko ves dan ne dela ničesar. 2/3 muslimank v Združenem kraljestvu sta ekonomsko neaktivni in ne iščeta zaposlitve. Ta video me jezi in tudi vas bi morali. Ne gre za eno zgodbo, ampak za eno izmed mnogih po vsej Evropi. Ta arabski priseljenec živi na Poljskem in je postal viralen, ker se je norčeval iz Poljakov, ki plačujejo njegove račune. V videu se posmehljivo govori Poljakom, naj delajo 12 do 14 ur na dan, da lahko on udobno živi od poljske socialne pomoči in socialnih prejemkov. To je isti mehanizem, ki ga migranti izkoriščajo v Franciji, Britaniji, Nemčiji in na Švedskem zaradi odprtih meja in politik množičnih migracij. Vse to imam. Ti delaš 12 do 14 ur na dan, jaz pa počivam. On je fitness trener in islamist, ki se norčuje iz poljskih davkoplačevalcev, ki plačujejo njegove račune. Zdi se, da imamo tukaj nek trend. Ti ljudje vam ne samo kradejo, ampak to zdaj počnejo z veseljem in javno, ker vedo, da jim ne bo nič hudega. In norčevanje postaja še hujše, fantje. Nimaš ničesar. Hvala, ker tako trdo delaš, da sem lahko ves dan doma in brez dela. Lahko uporabim svojo EBT kartico. Pojdi delat namesto mene, belček, belka, ja. Pojdite delat namesto mene, vi prekleti beli živali. Prekleto delajte zame. Ja, vi prekleti delajte zame. In ameriška vlada je tista, ki dela zame. Vsi vi delate zame. Zdaj pojdite delat. Plačajte jim davke. Poskrbite zame in za moje ljudi. V redu, to je moja zemlja. Jaz nadzorujem ta kraj. To je moja resničnost. Vsi boste v verigah. Vse vas bom zaprl, če ne boste plačali davkov. In delate cel prekleti dan. Nimate ničesar. Hvala, ker tako trdo delaš, da sem lahko ves dan doma. To je za vse vas Američane, ki mislite, da je to evropski problem. To ni evropski problem. Kradejo denar vsem, kjerkoli so, ker to pač počnejo. Vsako sekundo sem bolj in bolj jezna. Ne vem, kako je z vami. Še en video iz Francije. Denar in moja brezplačna hiša. To so moje sanje. Tukaj sem zaradi svojega denarja in svoje brezplačne hiše. To so moje sanje. Tukaj sem zaradi svojega denarja in svoje brezplačne hiše. To so moje sanje. Lažejo. Prodali so ti nateg. Lažna pripoved, da te ljudje prihajajo zato, ker se resnično borijo v svojih domačih krajih. Kar je res. Njihove države so skorumpirane, ampak veš zakaj? Zaradi takšnega načina razmišljanja in mentalitete. Namesto, da bi rekli, naredimo nekaj dobrega in gradimo, je njihov pristop, vzemimo in kradimo. In potem se vprašajo, kje lahko krademo. Francija, Nemčija, Poljska, Anglija, Amerika imajo denar, plačujejo davke, delajo dobre stvari. Pojdimo.
In vzemimo vse, kar te ljudje s trudom gradijo, ukradimo jim to in hkrati še uničimo njihovo kulturo. Ker zakaj pa ne? Res ne morem verjeti, kako očitno samozavestni so ti ljudje, ko delijo svoja mnenja na spletu in povedo, kako se počutijo. Kako dolgo že živite na Nizozemska, gospa? Jaz... 25 let, 25 let. In ali delate? Ne. Ja. Ali delate svoje? Ne. Ja. Ali vaš mož prinese? Moj mož je bolan. Mož? Ne, moj mož je bolan. Oba? Oba sta bolna? Ja. Torej, nobenemu od vaju ne uspe delati. Ne. In ali ni možnosti, da bi vi, kljub svoji bolezni, na nek način vseeno našli službo, ki ni tako naporna? Ja. Moj mož je včasih želel študirati, ampak ni uspelo. Zaradi bolezni? Ja. In učenje jezika? Kako težko je to? Malo težko. Kaj pa počnete ves dan, če ne delate? Sem doma, hodim na sprehode zunaj. Kako dolgo? Jaz sem Zachthaus, wandelen buiten. Delam zunaj. To je tisto, kar počnem, medtem ko vi, bedaki, plačujete za moj denar. Se spomnite tistega videa, ki smo ga gledali? Brezplačno. Lahko uporabim svojo EBT kartico. Pojdi delat zame, belček, belka. Ja, pojdi delat zame, jebeni beli živali. Jebeno delajte zame. Ja, jebeno delajte zame. In ameriška vlada je tista, ki dela zame. Vsi vi delate zame. Zdaj pojdite delat. Plačajte jim davke. Poskrbite zame in za moje ljudi. V redu, to je moja zemlja. Jaz nadzorujem ta kraj. To je moja resničnost. Vsi boste v verigah. Jaz bom vzel, jaz bom. Ko gledaš take stvari, tak video nenadoma dobi smisel, kaj ne? Župan Londona je musliman, župan Birminghama je musliman. Župan Leedsa je musliman, župan Blackburna je musliman, župan Sheffielda je musliman, župan Oxforda je musliman. Županja Lutona je muslimanka, županja Oldhama je muslimanka, županja Rochdala je muslimanka. Vse to so dosegli le 4 milijoni muslimanov od skupno 66 milijonov ljudi v Angliji. Danes je v Angliji več kot 3000 mošej. V Angliji je več kot 130 šeriatskih sodišč in obstaja več kot 50 šeriatskih svetov. 78% muslimanskih žensk ne dela in prejema državno podporo ter brezplačno nastanitev. Če boste gradili družbo, v kateri te ljudje dobesedno povsod nadzorujejo in hkrati omogočajo miselnost, v kateri nihče ne dela, od kod mislite, da bo prišel denar? Od kod mislite, da prihaja denar? 63% muslimanov ne dela in prejema državno podporo ter brezplačno stanovanje. To je družbena težava. Gre za miselnost, kjer se ozrejo naokoli in rečejo, ja, vi bi morali skrbeti zame. Torej, ti ljudje ne samo, da prihajajo, kradejo našo kulturo, našo zemljo, spreminjajo naše zakone, ampak nam tudi jemljajo denar in se ob tem še bahajo. In povem vam, če ste jezni, niste dovolj jezni. Država podpira muslimanske družine, ki imajo v povprečju 608 otrok, vsi pa dobijo brezplačno nastanitev. Vsaka šola v Združenem kraljestvu mora poučevati o islamu. Najpogostejše ime za novorojenčke v Angliji je Mohamed. To ni priseljevanje, to je invazija. Da, to je Avery, točno to je. To je invazija. In to je invazija, ki jo izvajajo z veseljem, ponosno, glasno, hodijo naokoli in se ti posmehujejo. Pravzaprav se ti dobesedno posmehujejo. Se spomniš videa, s katerim smo začeli? Ta ženska se vsem zahvaljuje, ker ji ni treba delati. Ravno grem na Zavod za zaposlovanje, prav? In samo na hitro bi se rada zahvalila vsem, ki plačujete davke. Ker brez vas ne bi bila tam, kjer sem danes. Naprimer, dejstvo, da lahko še vedno hodim naokoli in počnem svoje stvari, ter dobivam plačilo za to, da ne delam popolnoma nič, zahvaljujoč drugim, ki delajo in plačujejo davke. Mislim, da se še nikoli nisem zahvalila. Tako da iskreno, iz srca, najlepša hvala in kar tako naprej. Ja, niste dovolj jezni, fantje. Ne glede na to, kako jezni ste, ne glede na to, kako zelo ste jezni, niste dovolj jezni. To je ogabno, to je zavržno. Norčujejo se iz nas, kradejo nam. Nekaj se mora spremeniti. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.